Metoda CFOP je eden najhitrejših načinov sestavljanja Rubikove kocke. Dajmo se ga naučiti! Če želite slediti temu videu, je dobro, da že znate sestaviti Rubikovo kocko po začetniški metodi. Poleg tega morate poznati zapise premikov Rubikove kocke, notacije, kakor jim pravimo. Če česa od tega ne znate, potem poglejte na moj kanal. Imam vodič, kako sestaviti Rubikovo kocko po začetniški metodi in pa video o zapisovanju premikov Rubikove kocke. Ta vodič je sestavljen takole. Najprej vam bom razložil vse 4 dele metode CFOP. Potem bom naredil 2 primera reševanj, da si boste vse skupaj lažje predstavljali. Na koncu pa vam bom dal še nekaj nasvetov za hitrejše sestavljanje Rubikove kocke. Če ste pripravljeni, sem jaz tudi. Gremo! Metoda CFOP je sestavljena iz 4 delov, ki si takole sledijo po vrsti. Začnemo s križem. Po angleško je to cross. Zgleda takole. To gotovo že poznate. Nadaljujemo tako, da sestavimo oba prva 2 sloja kocke naenkrat. Temu pravimo F2L oziroma First Two Layers. To boste danes slišali kar velikokrat. Potem pravilno obrnemo vse kose v zgornji ploskvi, tako da v našem primeru rumena barva gleda navzgor. Temu pravimo Orienting Last Layer oziroma OLL. V zadnjem koraku vse kose v zgornji ploskvi postavimo na pravo mesto. Temu pravimo Permuting Last Layer oziroma PLL. Tako, v zadnjih 2 korakih uporabljamo predvsem algoritme, v prvih 2 pa bolj zdravo pamet. Boste videli. V tem vodiču bomo kocko vedno imeli obrnjeno z belo ploskvijo navzdol in z rumeno navzgor. Tako bo bela naša prva ploskev in rumena naša zadnja. Ko v roke vzamemo premešano kocko, se najprej lotimo sestavljanja križa. Križ že znate sestaviti. Če pa bi kocko radi sestavili hitreje, vam svetujem, da križ vedno rešujete spodaj. Kaj to pomeni? To enostavno pomeni, da kocke med sestavljanjem križa ne obračamo in celoten križ rešimo kar v spodnjo ploskev. Morda ste navajeni okrog rumene nabirati robove in jih potem potopiti navzdol, ali pa križ rešiti tako, da gledate belo ploskev, potem pa kocko obrnete in nadaljujete. To vse so odvečni gibi, ki jih ne potrebujete. Zdaj pa, morate si vzeti nekaj časa in pogruntati, kako boste križ sestavljali v spodnji ploskvi. Enostavno obstaja preveč kombinacij, da bi vam lahko čist vse povedal, poleg tega pa tudi nima smisla, ker to res lahko ugotovite sami s treningom in z vajo. Vseeno vam bom povedal nekaj položajev sredinskih robov in pa kako jih rešiti, ter taktike, ki jih lahko uporabimo. Če je rob, ki ga rabimo za križ, v zgornji rumeni ploskvi z belo barvo obrnjen navzgor, ga samo poravnamo sredinskim kosom ustrezne barve, to prepoznamo tudi že iz marjetice, in ga potopimo navzdol z dvojnim obratom stranske ploskve. Če rob, ki ga iščemo v zgornji ploskvi z belo barvo gleda proti nam, potem ta rob ne poravnavamo z njegovim središčem, ampak ga nastavimo ob stran, katerokoli od 2 strani, potem stransko ploskev, na kateri je, poravnamo do središča in ga potopimo navzdol s premikom dol. Pazimo na to, da poravnamo stransko ploskev, če ne bi lahko porušili tale križ, če ga že imamo sestavljenega. Lahko ga damo tudi na to stran, poravnamo ga s središčem, ploskev, ki gleda proti nam, potopimo navzdol in poravnamo stranico. Tako. Pri sestavljanju križa spodaj je dobro uporabljati spodnjo ploskev in se zavedati njene uporabnosti. Kaj mislim s tem? Poglejmo ta primer. Moder kos je na pravem mestu, rdeč tudi, zelen tudi, samo tale oranžen nam nagaja. Mogoče bi bil vaš prvi impuls, da dvignete tale košček, ga peljete čez, poravnate nazaj tega in zdaj potopite oranžnega, tako da rešite križ. To je kar precej potez. Če jih poskušamo zmanjšati, lahko naredimo naslednje. Isti primer. Vidim, kam v spodnji ploskvi mora ta oranžen kos iti in zdaj bom spodnjo ploskev obrnil, tako da bom tega dal na pravo mesto. Torej to. Kaj bom naredil? Vidim, da se bo tale košček iz te stranske pozicije poravnal dol na ta način. Se pravi, bo tole njegovo mesto, moglo bi biti pa tule. Spodnjo ploskev enostavno zavrtim 2-krat. Zdaj se je sprostil njegov položaj, kamor paše. Poravnam ga dol. Takole. In samo še popravim spodnjo ploskev, da rešim križ.
kaj narediti, če je v spodnji ploskvi rob z belo barvo, ki gleda proti nam? Jaz predlagam, da ga dvignete na stran, potem spodnjo ploskev poravnate, tako da bo tale pot pravilno sestavlja košček in ga vstavite dol. Tako. Kaj narediti, če je v spodnji ploskvi košček z belo barvo, ki gleda navzdol? Ja, lahko se veselite, ker je že pravilno rešen. Lahko ga vstavite na njegovo pravo mesto, lahko pa pogledate, kakšna je situacija okrog po kocki, ker mogoče lahko enostavneje sestavite križ, tako kot sem vam rekel, drug na drugega in ga pol poravnate. Torej, naučite se uporabljati spodnjo ploskev pri vstavljanju robov. Še več, spodnja ploskev je tako uporabna, da lahko v njej sestavim križ, ki je sicer napačen glede na centre, ampak pravilen na kose spodaj. Kaj to pomeni? Vam bom pokazal na primeru, pa pol še enkrat poskušal razložiti. Vemo, kako so razporejeni centri Rubikove kocke. Ti ostajajo vedno na enakem mestu. Vedno bo rdeča nasproti oranžne, na desni od oranžne bo vedno modra in nasproti modre bo vedno zelena, zelena ima na desni oranžno, na levi rdečo in tako naprej. Te položaje lahko tudi vedno vidimo, se pravi, se jih ne rabimo učiti na pamet. Poglejte zdaj ta primer. Vidim, da je v spodnji ploskvi že rešena modro-bela barva oziroma rob z modro-belo barvo. Če dobro pogledam po kocki, vidim, da imam zelo lepo rešitev križa že na dlani. Vem, da mora nasproti modre barve biti zelena, čeprav tole ni pravilen položaj za križ, ampak bo pravilen, ko ga rešim, boste videli. Zdaj zeleno postavim tako, da bo nasproti modre. Postavim jo dol, potem pa vidim, samo še oranžno in rdečo moram spraviti v spodnjo ploskev, kje bi bila njuna pravilna položaja. Vidim, da ima moder center na levi strani vedno oranžnega. Trenutno je tukaj moder rob za križ in tule bi morala biti oranžna barva. Spoden križ zdaj nastavim tako, da bo na tole mesto prišel oranžen rob, oranžno-bel rob, ki je trenutno tukaj. Se pravi, ga zavrtim takole. Zdaj oranžno potopim dol in opazim, da je edini kos, ki manjka rdeč in je že na pravem mestu, potopim ga. In zdaj poglejte to. Trenutno je ta križ narobe rešen. Ampak, ker so tile 4 kosi med sabo v pravilnem razmerju, ker je zelena nasproti modre, oranža nasproti rdeče in tako naprej, ga lahko samo s premikom spodnje ploskve poravnam. V tem primeru ga moram poravnati za eno v levo, kot vidite, in križ bo rešen. S tem sem si prihranil ful časa in truda. Se pravi, sestavite križ v spodnji ploskvi v pravi orientaciji kosov drug na drugega in pol ga poravnajte. Še eno taktiko imam za vas. Poskušajte ubiti 2 muhi na en mah. Vedno iščite položaje robov, kjer lahko z reševanjem enega kosa že nastavite ali rešite tudi drugega. Tako si boste prehranili poteze in čas. Poglejmo recimo ta primer. Zeleno barvo bi lahko rešil takole, tako kot sem vam pokazal prej, oranžno pa isto. Ampak, če sem pozoren, vidim, da lahko zeleno nastavim semle dol. Zdaj oranžno barvo pripeljem semle zraven, ker bom s tem, ko bom zeleno potopil, tudi oranžno nastavil na pravo mesto in zdaj rešim še oranžno. Pozor, pozor! Če vam ni čist jasno, kako se sestavi križ, ne se sekirati. Kot sem vam rekel, morali boste malo gruntati sami, se igrati in vaditi, potem vam bo pa že šlo. Poleg tega imam na koncu tega vodiča 2 primera reševanj, kjer križ rešujem po načinih, ki sem vam jih kazal zdaj. Pa sej veste, kadarkoli vam karkoli ni jasno, lahko vprašate spodaj v komentarjih in vam bomo s skupnimi močmi odgovorili. To velja za vse dele tega vodiča, tudi za naslednjega, to je F2L. V tem koraku bomo sestavili prvi 2 ploskvi naenkrat. Noro, a ne? Zato mu rečemo first 2 layers oziroma F2L. Kako bomo to naredili? Simple. Pravilno moramo zapolniti naslednje prostore. Se pravi, preostale robove in kote prvih 2 ploskev. To naredimo tako, da poiščemo in sestavimo pare ustreznega kota in roba ter jo vstavimo na njuno pravilno mesto. To so tako imenovani F2L pari. Recimo tale par, ki vam ga kažem tukaj, je F2L par rdeče in zelene barve. Sestavlja ga belo-rdeče-zelen kot in zeleno-rdeč rob. Kot vidimo, paše sem. Bela barva kota bo gledala navzdol,
zelena in rdeča pa bosta pravilno poravnani. Lahko se zgodi, da že sestavljen F2L par najdemo v zgornji ploskvi. Tega se lahko razveselimo, ker je logika vstavitve zelo preprosta. Mesto, na katerega mora iti, je tule spodaj. Kaj naredimo? Umaknemo ga proti sebi, stran od poti stranske ploskve, kamor paše. To je tale, stranska ploskev. Potem stransko ploskev zavrtimo stran od sebe, tako da izpostavimo tale del, kamor ga hočemo vstaviti. Zdaj zgornjo ploskev zavrtimo nazaj. Takole. In kot vidimo, smo par pravilno nastavili. Zdaj moramo samo še stransko ploskev vrniti na njeno prvotno mesto. Tako. In F2L par je ustavljen. Bravo! Poglejmo to na drugi strani, logika je ista. Se pravi, lahko ga najdemo že takole, ampak v primeru, da si bomo lažje predstavljali, ga dajmo na to mesto, kot sem dal prejšnjega. To je F2L par modre in rdeče barve. Paše na tole mesto, kot vidimo. Kaj bomo naredili? Zgornjo ploskev obrnemo, zavrtimo proti sebi, stransko dvignemo gor, zdaj damo F2L par na mesto, tako da zgornjo ploskev zavrtimo nazaj in stransko stranico poravnamo, kjer je bila. Če bi to isto stvar delali zadaj, bi lahko naredili enako. S tem se zdaj še ne rabite obremenjevati, ampak pokažem vam, da je možno takole. Enako lahko naredimo v tem primeru. Torej, F2L par je zadaj, umaknemo ga stran od poti stranske ploskve, dvignemo, postavimo na mesto in postavimo dol. S tem se zaenkrat še ne rabite obremenjevati, povem pa za vsak slučaj, če bi koga zanimalo. To je bilo vstavljanje že sestavljenega F2L para. Lahko se zgodi, da F2L par najdemo razstavljen. Obstaja način, kako ga hkrati sestavimo in ustavimo. Poglejmo ta primer. Pogledamo zgornjo ploskev in v njej zagledamo F2L par. Sestavlja ga modro-oranžen rob in pa kot, ki ima belo, oranžno in modro barvo. Prepoznamo, da je to F2L par in si rečemo, o super. Zdaj pogledamo njegov položaj. Bela barva kota gleda v stran. V redu. In v zgornji ploskvi sta barvi kota in roba različni. Super. Zdaj vemo, da lahko ta F2L par hkrati sestavimo in ustavimo. Kako to naredimo? Poravnamo kot nad mesto, kamor želimo ustaviti F2L par. Pomembno je, da je rob, tale rob, ki ga hočemo ustaviti, naravnost pred njim in naredimo naslednje. Stranico zavrtimo naprej, da sestavimo F2L par, zgornjo ploskev zavrtimo, da ga na nek način ustavimo in stranico samo še poravnamo. Tako. Zdaj je ta F2L par pravilno ustavljen. Ta ista stvar se lahko zgodi tudi na drugi strani. Evo, poglejte, tole je že en tak F2L primer, ki nas čaka. Pogledam, vidim, aha, to je F2L par, prepoznam ga po kotu, ki ima belo barvo, rdečo in modro, nobena ni rumena, in pa robu, ki ima rdečo in modro barvo. Super, poravnam ga na njegovo pravilno mesto, se pravi nad položaj, na katerega ga želimo ustaviti. V tem primeru je tole tukaj, med rdečim in modrim centrom. Pogledam, če je pravilno nastavljen, je, ker je naravnost pred njim, ni tukaj, tukaj ali pa tukaj, In zdaj naredimo isto stvar. Stransko ploskev zavrtimo naprej, da F2L par združimo skupaj, zgornjo stranico zavrtimo tako, da ga nastavimo na pravo mesto in tisto stransko stranico poravnamo nazaj. In F2L par je ustavljen. Vrhunsko. Lahko se zgodi, da je sicer F2L par v zgornji ploskvi takšen, da bela barva kota gleda v stran in da sta v zgornji ploskvi barvi kota in roba različni, vendar ta ni pravilno postavljen. Glejte, tega recimo ne morem izvesti. Zato naredimo eno enostavno stvar. Tale rob bomo spravili na to mesto. Kako? Tako, da bomo kot umaknili, rob prestavili in kot dvignili nazaj. V tem primeru imamo že vse pare rešene razen tega, tako da moramo biti malo pazljivi. Če naredim tole, bom uničil tale F2L par, zato moram najprej kot nastaviti tako, da ga bom lahko potopil. Ne bom naredil škode, ker je tole še nerešeno. Glejte, vem, da mora biti torej položaj tega roba glede na kot
tik pred njim, na tem mestu. Zdaj kot potopim dol, v stran, tako da premiki zgornje ploskve nam ne bodo vplivali. Rob poravnam na tisto mesto, kjer bi moral biti, in kot dvignem gor. Super, zdaj sta pravilno nastavljena. Vrnem se nazaj na mesto, kjer morata biti, da ju lahko sestavim in ustavim, in to naredim. Se pravi takole, takole in takole. Super. In to je način, kako hkrati sestavimo in ustavimo F2L par. In oba načina, ki sem vam jih pokazal, torej način, ko v zgornji ploskvi par že najdemo sestavljen, ali pa način, ko najdemo kot in rob v takšnem položaju, da jo lahko sestavimo in ustavimo naenkrat, sta načina, kako ustavimo F2L par na njegovo pravilno mesto. Evo ga, poglejte ga. Takole. Lahko se zgodi tudi, da F2L par najdemo razstavljen drugače. Recimo, da ga najdemo razstavljenega takole. Kdo bi pomislil, da je to pravilni položaj od prej, kar sicer je, ampak barvi v zgornji ploskvi sta enaki. Barva kota, ki gleda navzgor, je oranžna, in barva roba od F2L para je prav tako oranžna. To nam ni preveč všeč. Kaj naredimo v tem primeru? Simple, podobna logika kot od poravnave pri prejšnjem primeru. Kot bomo potopili in zraven njega nastavili rob, da bomo najprej sestavili F2L par in ga potem potopili, kot že znamo. Poglejmo, kako bi to izgledalo v tem primeru. Spet so vsi F2L pari že rešeni, zato moram malo paziti. Umaknem tale kot, da potem, ko ga bom potopil navzdol, ne bo razdrl že sestavljenih F2L parov. Zdaj pa poglejte, vem, da moram tale rob spraviti na to mesto, tale kot umaknem navzdol, takole, rob spravim na mesto, kamor sem ga želel, in ko dvignem kot, je F2L par sestavljen. Zdaj ga ustavimo, kakor že vemo in znamo. Super, vem, da mora iti sem, maknem ga v stran in naredim tole. Vrhunsko. Razumete, da ni pomembno, na katerem mestu je tale košček, vedno lahko naredimo enako, ne? Se pravi, potopimo par, sestavimo in potem ustavimo. Obstaja še en način, oziroma še eno stanje, v katerem lahko najdemo F2L par, da ga najprej sestavimo in potem ustavimo. To je primer, ko bela barva kota gleda navzgor, a vidite? Barva tegale pa ni pomembna. Pomembno je samo, da bela barva kota gleda navzgor. V tem primeru bomo F2L par najprej sestavili tako, da bomo rob v zgornji ploskvi, ki gleda proti nam, poravnali z njegovim središčem, v našem primeru je to z oranžno barvo. Tukaj je. In zdaj bomo stranico, na kateri je ta rob, umaknili stran od barve, ki gleda navzgor. Se pravi, ne bomo jo premaknili proti modri ploskvi, ampak stran od nje. Takole. Zdaj bomo na tole mesto pripeljali pripadajoči par, se pravi ta kot, katerega bela barva gleda navzgor. Tako. In že imamo sestavljen F2L par. Zdaj, ko stransko stranico vrnemo nazaj, vidimo, da je par že sestavljen in pripravljen, da ga ustavimo. Se pravi, naredimo, kot že znamo. Takole v stran ga damo, stranico gor, F2L par na mesto in stranico nazaj. Super, simple. To je primer, ko bela barva kota gleda navzgor. Poglejmo samo še enega, za res lažjo predstavo. To je rdeče-moder F2L kos, oziroma kot. Vidim, da je njegov rob tule, bela barva kota pa gleda navzgor. Se pravi, kaj naredimo? Poravnamo rob z barvo zgornjega sloja, ki gleda proti nam in njenim centrom, se pravi modro. Zdaj tale isti rob, oziroma stranico, na kateri je rob, obrnemo stran od barve zgornje ploske, oziroma barve roba, ki gleda navzgor. Ne umaknemo ga proti rdeči, ampak v našem primeru proti oranžni, stran od te barve. Takole, nad njega pripeljamo pripadajoči kot, da sestavimo F2L par, in ko ga vrnemo navzgor, vidimo, da je že pravilno nameščen, ustavimo ga tako, kot ga znamo. Ok, a je to do zdaj jasno? Upam, da je. Če vam ni, še enkrat na hitro ponovim. Obstajata dva načina, da ustavimo F2L par. Eden je, da je ta že sestavljen, drugi je pa, da je na takem položaju. Se pravi, kot gleda v stran in barvi v zgornjem sloju sta različni. V tem primeru ga v bistvu hkrati sestavimo in ustavimo.
Če se zgodi, da sta barvi v zgornjem sloju enaki in bela barva kota gleda v stran, moramo najprej umakniti kot navzdol, pri tem pazimo, da ne podremo že sestavljenih F2L parov, zraven njega pripeljemo rob, tako da sestavimo F2L par in zdaj ga ustavimo, kakor že znamo. Lahko pa se zgodi tudi, da je kot v zgornjem sloju obrnjen tako, da bela barva gleda navzgor. Te vam je še posebej rad, v tem primeru naredimo tako, da rob, pripadajoči rob, poravnamo z barvo centra in barvo roba, ki gleda proti nam. Zdaj stranico, na kateri ta rob je, obrnemo stran od barve, ki gleda navzgor, se pravi ne proti tej barvi, ampak stran od nje. Nad njo pripeljemo pripadajoči par oziroma kot, potem stransko stranico poravnamo nazaj in že nas čaka par na pravem mestu, da ga ustavimo. Naredimo to, kot že dobro vemo in znamo. Super! Ampak življenje ni vedno tako preprosto. Lahko se zgodi, da v zgornji ploskvi najdemo oba delčka oziroma F2L par, ki ni pravilno sestavljen. V tem primeru ga moramo razstaviti. Lahko se zgodi tole ali pa tole. Se pravi, oba koščka se držita in ne moremo ju sestaviti tako, kot smo ju sestavljali prej. Nič hudega, kaj naredimo? Najprej kot in rob ločimo, pri tem pazimo spet, da ne podremo ostale situacije. To bomo naredili na isti način, kot smo prej potapljali kot, se pravi umaknemo ga tako, da ko ga postavimo dol, ne bomo škodovali nerešenim stvarem. Se pravi, umaknemo ga navzdol, zdaj ločimo kot stran, umaknemo ga na pravilno mesto in zdaj imamo situacijo, ki jo že dobro poznamo. V tem primeru je to tale. Tako. V drugem primeru, kjer sta v rahlo drugačni situaciji, imamo več možnosti, ampak da ne kompliciram, bi vam svetoval, da kosa razbijete, potem pa naredite, kakor veste in znate. Torej v tem primeru rešimo tako, kot smo se učili. Bela barva kota gleda navzgor, zdaj jo sestavim in ustavim F2L par. Super, glej, ta je tudi že nastavljen, ga lahko rešim. Tako, lahko se zgodi tudi, da sta oba kosa F2L para v spodnjih dveh slojih ali pa samo eden izmed njih. Kaj naredimo v tem primeru? Ja, nič, treba jo bo dvigniti gor in potem sestavljati tako, kot že znamo. Poglejmo ta primer, ko imamo kot spodaj, enostavno ga dvignemo gor, umaknemo ga iz poti stranske ploskve, stransko ploskvo zavrtimo nazaj in zdaj imamo situacijo, ki jo že poznamo. Vidimo, da je to ta, kjer moramo kos oziroma kot potopiti in zraven njega nastaviti rob. To naredimo, da dobimo pravilno sestavljen F2L par in zdaj ga gremo ustaviti. Tako. Pri F2L sestavljanju smo lahko še bolj učinkoviti, ampak zaenkrat vam ne bom še utrujal s tem. Dajmo najprej res razumeti tale princip. Poglejmo tole. Kaj pa, ko sta oba kosa spodaj? Lahko bi bila tudi skupaj. Če bi bila skupaj, bi jo dvignili gor in potem bi dobili situacijo, ki sem vam jo pokazal prej. Zdaj pa bomo pač naredili tako, da bomo dvignili vsakega posebej. Enega dvignem zdajle, lahko ga dvignem tako, da bo zelena gledala navzgor ali pa da bo bela. Dajmo tako, da bo zelena gledala navzgor, se pravi dvignem ga gor, zdaj zgornjo ploskev umaknem stran od poti te ploskve, ki sem jo obračal in jo poravnam nazaj. Tako, vidimo, da je tale košček zdaj že v zgornji ploskvi, zdaj moramo spraviti samo še rob. V tem primeru jo bom zelo lepo poravnal, boste videli, se pravi dvignem rob navzgor, takole, umaknem ga iz poti stranske ploskve, stransko ploskvo poravnam nazaj in vidim, da sta zdaj oba kosa F2L para v zgornji ploskvi. Vidim tudi, da je to primer, ki ga lahko hkrati sestavim in ustavim. Se pravi super, poravnam ga in naredim tako, kot smo se naučili. Ok. Bodite pozorni na to, kako dvigujete F2L pare v primeru, ko so razstavljeni, ker lahko se zgodi, da z dvigom ustvarite situacijo, ki vam naredi še več dela, se spomnite tele odprej, lahko pa s pravilnim razmišljanjem vnaprej nastavite primer, ki vam bo olajšal delo. Se pravi, vem, da če bom tole dvignil gor tako, bo modra gledala navzgor, se pravi, poravnam tale kos, da bo že pripravljen, takole. Zdaj jo umaknem stran od poti zgornje ploskve
In tukaj že imam F2L par, ki čaka na ustavljanje. Takole. Yes, in to je to, zmagali smo. Ni tako težko, kot se zdi, če greste počasi čez vse. Poleg tega pa imate na koncu tudi dva example solva, da vidite, kako vse to deluje v praksi. Ok, skoraj smo že zmagali, zdaj je nerešena, ostala samo še zgornja ploskev, kar pa je mala malca. Naučiti se bo treba 15 algoritmov in jih znati pravilno uporabiti. Vsi algoritmi so tudi napisani spodaj v opisu videa. Oba zadnja dva dela, PLL in OLL, sta to look, kar pomeni, da moramo dvakrat pogledati situacijo, da jo lahko rešimo, oziroma izvesti dva algoritma. Najprej enega, potem drugega, da rešimo OLL, in potem enega in drugega, da rešimo PLL. Začnimo z OLL-om, torej pravilnim obračanjem zgornje ploskve. Najprej bomo iskali enega od teh treh vzorcev. Piko, črto ali pa trikotnik zgoraj levo. Lahko so tudi skriti v kakšni variaciji, recimo tudi tole je trikotnik, tudi tole je črta, ampak pomembno je, da najdemo enega izmed teh treh likov, kot sem vam rekel, tudi če je okrog njega še kaj drugega. Če naletimo na črto, poskrbimo, da gleda vodoravno. Če jo najdemo takole, to ni dobro, se pravi, hočemo, da gleda vodoravno in izvedemo naslednji algoritem. Tako, in imamo sestavljen križ. To je že drugi del OLL-a. Če naletimo na trikotnik, ga obrnemo tako, da je zgoraj levo. To ni pravilna orientacija, to ne, niti to ne. Hočemo, da je zgoraj levo. Tudi v primeru, da se skriva v kakšni sliki, mora biti zgoraj levo. Tole ni prav, hočemo ga imeti takole. Algoritem, ki ga izvedemo, je naslednji. Tako, in spet smo rešili rumen križ, kar je že znak za drugi del OLL-a. Če naletimo na piko, enostavno izvedemo najprej algoritem za trikotnik, potem črto, ki jo dobimo, poravnamo in potem rešimo še njo. Takole. Zdaj smo dobili črto, moramo jo poravnati, da bo vodoravna, in zdaj rešimo še črto. Tako, to smo že imeli prej. Spet dobimo križ in lahko nadaljujemo z drugim delom OLL-a. V zadnjem delu OLL-a, se pravi orientacije zgornje ploskve, bomo poskrbeli, da bodo vse te situacije razrešene, tako da bodo rumene barve kosov gledale navzgor. Gremo pogledat vse po vrsti. Tole je tako imenovan sun. Poglejte, tukaj vidite neke vrste ribico, ki gleda desno dol, in kadar je obrnjena tako, je rumena barva desno spodaj obrnjena proti meni. To situacijo rešimo z naslednjim algoritmom. By the way, vse algoritme, ki vam jih kažem, morate pravilno nastaviti. Če tale situacija ne bo pravilno in točno tako obrnjena, potem tudi algoritem ne bo deloval. Skratka, algoritem je naslednji. Tako, in vsi kosi zgornje ploskve so pravilno obrnjeni. To hočemo. Zdaj bodo slučajno vse kocke že rešene, zato ker sem si nastavil te algoritme, ampak sicer nas čaka še PLL. Naslednji primer je tale. Tole je zelo podoben položaj prejšnjemu, spet vidimo tole ribico, samo pozor, zdaj tukaj desno spodaj ni rumene barve, ki bi gledala proti meni. V tem primeru moramo to ribico zasukati tako, da gleda desno gor, in kot lahko vidite, je rumena barva proti meni v levem spodnjem kotu. Algoritem, ki ga izvedemo, ko je tale situacija takole obrnjena, je naslednji. Tako. In vsi rumeni kosi so pravilno poravnani in čas bi bil za PLL. Gremo naprej. Se pravi, poglejmo tegale. To je sicer rešen križ, ampak pozorni smo na tele tako imenovane headlighte, oziroma luči od avta. V tem primeru so vzporedni, tečejo takole. Poskrbimo, da gledajo proti nam in stran od nas. Tole ni pravilen položaj, poravnamo
situacijo takole in izvedemo naslednji algoritem. Poglejte, koliko je simpel, v bistvu samo F in F črtica sta na vsaki strani, potem pa se trikrat ponovi ista situacija, ki je tudi zelo preprosta. Tako, in spet smo pravilno poravnali vse zgornje kose. Rahla variacija tega križa je naslednja. Spet imamo križ, ampak če pozorno pogledamo, vidimo, da so tele luči od avta zdaj sicer obrnjene proti nam, ampak tele pa gledajo v stran. Se pravi, niso vzporedne. V tem primeru moramo križ postaviti takole, da ene gledajo levo v stran, druge pa takole pokončno. Algoritem, ki ga izvedemo, je naslednji. Tako. In pravilno smo poravnali vse kose v zgornjem sloju, oziroma obrnili. To je pravilna beseda. Gremo naprej. V tem primeru samo še dva kosa nista obrnjena pravilno. To sta tale dva, rumeni barvi pa gledata v bistvu stran, vsaka v svojo stran. Obrnemo ga takole, da sta vzporedni na levi strani in izvedemo naslednji algoritem. Tako, spet smo pravilno poravnali vse rumene kose. Gremo naprej na zelo sorodno situacijo. Tukaj sta nerešena oziroma nepravilno obrnjena dva diagonalna kosa z zadnjega sloja. Algoritem, ki ga izvedemo v tem primeru, je naslednji. Poravnamo situacijo tako, da sta levo zgoraj in desno spodaj in da je desno spodaj košček, ki z rumeno barvo gleda proti nam. Zdaj izvedemo naslednji algoritem. Tako, in spet smo pravilno obrnili vse kose zadnjega sloja. S temle se bomo ukvarjali v koraku PLL. Samo še ena situacija nas čaka, ta je tudi podobna predzadnji. Tudi tukaj nista rešena dva kosa, ampak ne gledata vsak v svojo stran, kot prej, ampak gledata v enako stran. Obrnemo kocko takole. To je narobe, to je narobe, to je narobe. Želimo, da gledata proti nam in izvedemo naslednji algoritem. Super! Tole je zaključen korak OLL. Vrhunsko! Samo še en korak nas loči do konca. To je pravilna poravnava vseh kosov zadnjega sloja oziroma PLL. Gremo nazaj. Vsi kosi zadnjega sloja so pravilno obrnjeni, zdaj jih moramo samo še pravilno razvrstiti. Pozorni bomo na dve enaki barvi kotov na eni od stranic, tako imenovane headlighte. Evo, tukaj že vidi mene. Iščemo tole situacijo, se pravi, da sta na eni od stranic dve enaki barvi kotov. Tole je že takšna situacija, super, tole bom kar sem nastavil. Recimo tukaj je ni, bomo potem videli, kaj narediti s temle. Tukaj je spet takšna situacija. Poglejmo tule. Aha, dobro, tudi tukaj je v bistvu kar rešena črta. Ampak črto smatramo kot headlighte, se pravi, pomembno je, da sta na eni od stranic obe barvi v kotih enaki. Tudi tole damo v to skupino. Tukaj je ni, smo rekli, tukaj tudi ne, tukaj pa... Aha, tukaj pa je, super. Se pravi, lahko dobimo eno od teh dveh situacij. Poiščemo torej dve enaki barvi na vsaki strani, obrnemo jo stran od sebe in izvedemo naslednji algoritem.
Super. In naslednjo situacijo bomo rešili z naslednjo skupino algoritmov. Poglejmo še tole, se pravi, poiščem tisto stran, na kateri imam dve enaki barvi na vsaki stranici, na vsakem kotu, obrnem ti dve enaki barvi stran od sebe in izvedem ta isti algoritem, kot smo se ga naučili prejle, takole. Spet dobim eno situacijo, ki jo bom rešil v drugem delu. Dajmo še tole rešiti, da bomo imeli mir, se pravi, vidim, da sta tukaj dve enaki barvi, izvedem tale algoritem. Ja, kaj pa, če tako imenovanih headlightov oziroma dveh enakih barv na katerikoli izmed stranic ne najdemo, tako kot recimo v tem primeru. Za vas imam potem pripravljen drug algoritem, to je naslednji. Tako. In dobimo situacijo, ko jo bomo rešili v drugem delu. Poglejmo še tole, se pravi, isto je, nikjer ne dobim tako imenovanih headlightov oziroma dveh enakih barv, izvedem tale algoritem, ki smo se ga glih kar naučili. In nadaljujem z zadnjim korakom PLL-a in sestavljanja Rubikove kocke. V zadnjem delu PLL-a in zadnjem delu reševanja Rubikove kocke lahko naletimo na eno od teh situacij. Lahko imamo že rešeno eno črto, to sta tile dve situaciji, ne, nista, to sta tile dve situaciji. Lahko pa imamo nepravilno postavljen križ, to sta tile dve situaciji. Poglejmo si vsako izmed njih. Začnimo s tole. Tukaj imamo že rešeno črto, nepravilno pa so postavljeni tele trije kosi. Če jih dobro pogledate, vidite, da se morajo zamenjati v zaporedju urinega kazalca. By the way, lahko se zgodi tudi, da na tale položaj naletite obrnjenega takole. V tem primeru ga morate prepoznati in pravilno obrniti. Tako da je rešena črta za vami, tele trije kosi pa se morajo zamenjati v smeri urinega kazalca. Če niste najbolj izkušeni, lahko tudi pogledate. Tole je rešena črta, se pravi, poravnam jo na zeleno in zdaj vidim situacijo zelo dobro. Vidim, da se morajo tele trije kosi zamenjati v zaporedju urinega kazalca. Algoritem, ki ga izvedem, je naslednji. By the way, to so zadnji 4 algoritmi. Yes! In Rubikova kocka je rešena. Super, to je bila prva situacija s temi 3 kosi. Gremo pogledati drugo. Spet rešena črta. Postavimo jo tako, da gleda stran od nas. Ni nujno poravnati s to barvo, pomembno je sam položaj tele črte, zgornje ploskve. Če je ne poravnamo takole, bomo potem morali situacijo poravnati, ko izvedemo ta algoritem. Boste videli. Spet so problem tele 3 kosi. Ampak vidimo, da jih moramo zamenjati v nasprotni smeri od urinega kazalca. Vidite, da bi tale košček mogel biti med 2 rdečima barvama, tale košček bi mogel biti med 2 zelenima barvama, tale pa med 2 modrima. Črta zadaj pa je rešena. Algoritem, ki ga izvedemo v tem primeru, je naslednji. Tako, in ker prej nismo poravnali zgornje ploskve, jo moramo poravnati še zdaj in kocka je rešena, vrhunsko. Samo še 2 možnosti. Ena je križ, ki ga je treba poravnati tako, da med sabo koščke zamenjamo, rečemo temu, kaj pa jaz vem. Skratka, v obliki križa. Tale 2 med sabo in tale 2 med sabo. Algoritem, ki ga izvedemo, je naslednji. Pazite, uporabljam prstanec za premike sredinske ploskve. Tako, kocka je rešena. Še zadnja možnost, to je spet nepravilno postavljen križ, ampak tokrat, če smo pozorni, se morajo kosi med sabo
zamenjati takole, po strani. Pravilni položaj je, da so koščki obrnjeni takole. Tole bi bil napačen položaj, se pravi, nočemo, da se zamenjajo takole. Algoritem deluje samo, če so postavljeni takole, se pravi, tale dva se morate zamenjati in tale dva. Ok, algoritem za tole situacijo je sledeč. Super! Ej, ljudje! In to je sestavljena Rubikova kocka po metodi CFOP. Čestitke, vrhunsko! Gotovo vam ne bo uspel v prvem poskusu. Svetujem vam, da ne odnehate in vztrajate, gruntate, razmišljate, kako bi to lahko rešili, kaj mislim s tem, kaj mislim s tistim. Če vam kaj ni jasno, vprašajte spodaj, ne pozabiti, ključna pa je vaja, pol pa spet razmislek in vaja. V dodatno pomoč za lažje razumevanje sta tule dva primera reševanja. Na ekranu se vam bo izpisal tako imenovan scramble, se pravi, to so poteze, ki sem jih izvedel zato, da sem dobil tako razmešano kocko, s katero sem začel, oziroma s katero začenjam pred vami. Če želite, lahko tem potezam sledite, če znate brati zapise premikov Rubikove kocke in potem rešujete skupaj z mano. Gremo pogledat. Bodite pozorni na to, ko začnete kocko mešati po temle izpisanem scramblu, naj bo rdeča barva obrnjena proti vam, rumena gor in bela navzdol. Ok, to je prva situacija. Poglejmo si jo. Aha, takole. Tale kos bom ustavil tako, kot smo se ga učili. S temle se bo tale košček že nastavil na pravo mesto. Potem imam pa samo še tega rdečega, ki ga bom ustavil v spodnjo ploskev glede na položaj. Zelena vidimo, da je že rešena. Torej, vstavimo tegale, takole. Moder je že na pravem mestu. Zdaj bom dvignil rdečega, ga zasukal gor in poravnal navzdol. Super, križ je rešen. Gremo iskat F2L pare. A vidimo kakšnega v zgornji ploskvi? Super, tukaj je eden, ne? Tole je oranžno, moder F2L par. Ker ni še noben kos ustavljen in pravilno sestavljen, noben F2L par, lahko kar hitro izvedem rešitev. Vem, da moram tegale potopiti navzdol in tega prestaviti zraven. Takole. Zdaj imam sestavljen F2L par, dam ga na njegovo mesto in ga ustavim tako, kot smo se učili. Zdaj vidim, da se je tukaj že nastavil en F2L par po sistemu oziroma na položaj, s pomočjo katerega ga lahko hkrati sestavim in ustavim. Vidimo, da sta tile dve zgornji barvi različni, to je modro-rdeč F2L par. Sestavim in ustavim ga tako, kot ga znamo. Wow, glej to. Zdaj se je že sestavil oranžno-zelen F2L par. Vidim, da ga moram spraviti sem, samo dvignem zgornjo ploskev, F2L par dam na njegovo mesto in stranico zasukam nazaj. Super, samo še en par nas čaka, to je tale, čeprav vidim, se pravi zeleno-rdeč. Zdaj bomo pozorni, da ne bomo razdrli ničesar drugega, se pravi, samo tole lahko dvigujemo. Vidim pa, da je to situacija, ko sta obe barvi enaki, se pravi, moram potopiti tale kos, pazim, da ne bom podaril nič razen tega. Takole bom naredil, zraven dam njegov par in imam sestavljenega. Zdaj ga ustavim tako, kot smo se učili. Super, tukaj imam črto, poravnam jo tako, kot mora biti poravnana, se pravi takole, in izvedem tale algoritem. Zdaj sem naletel na enega izmed cunov, pogledam, kater to je. Aha, to je ta, katerega rumena barva gleda proti meni desno spodaj. Tega rešim takole. Super. Tukajle me že čakajo tako imenovani headlighti, se pravi dve enaki barvi na eni izmed stranic. Rekli smo, da jih obrnem tako, da gledajo stran od mene, se pravi tjale, in izvedem tale algoritem. Tako. Naslednja situacija, ki smo jo dobili, pa je zadnja situacija, to je, če se ne motim, poglejte, križ, ki ga je treba zamenjati takole po križu. Vidite, da je tole modra barva, nasprotna od zelene, ki se mora zamenjati s tole, zelena mora iti sem, rdeča pa semle. Torej izvedem tale algoritem. Super, sam še poravnam zgornjo plast in to je prvi rešeni primer. Gremo pogledat še enega. Super, evo, gledajte, se pravi, vem, da ima zelena
na desni oranžno, zelena bo šla semle dol. Oranžno bom zato nastavil semle, takole. Potopil bom tole stranico, ne bom obračal te, ker mislim, da bom tale dva potem rešil skupaj. Se pravi, zdaj bom nastavil v spodnjo ploskev zelen košček in oranžnega dal na mesto. Vidim, da jo lahko poravnam, pogledam, kaj se dogaja tlele, če mogoče lahko... Aha, seveda, rdečo lahko dam na obratno mesto od oranžne, oranžna je tukaj, se pravi, potopim dol rdečo in modra je tudi na pravilnem mestu, na nasprotnem od zelene. Modro dam dol, takole, in zdaj križ samo še poravnam. Vidim, da zdajle ni pravilno nastavljen, ampak če ga zasukam za eno v desno, bo pravilno rešen križ. Evo, tako smo ga rešili v spodnji ploskvi. Glejte, en F2L par nas že čaka, sestavljen, super. Ustavimo ga, kakor vemo in znamo. Tale primer bi zdajle rešil, da vam ga pokažem, oziroma da se ga spomnimo. Bela barva F2L para gleda v zrak in tukaj je njegov rob že pravilno poravnan z barvo središča, ki gleda proti meni. Obrnem ga stran od zgornje barve, se pravi stran od sebe, nad njega postavim tale kot in stranico dvignem nazaj. Je že pripravljen, da vstavim F2L par na tole mesto. Takole. Gremo pogledati, kaj se zdaj dogaja. Aha, super, evo. Tole je primer, ko moram tale del najprej razbiti. Dajmo se tega lotiti enostavno, bolj na začetniški način, se pravi, kako bom to naredil. Par bom potopil navzdol, pazim, da tukaj nič ne podrem. Se pravi, kot bom potopil navzdol, takole. Zdaj bom tale košček prestavil na to stran, ker bo takole že zelo lepo nastavljen. Evo ga. In to je že F2L par, ki ga znamo sestaviti in ustaviti hkrati. Poravnamo ga na njegovo mesto, to je med modro in med oranžno, in ga ustavimo tako, kot smo se učili. Super. Fino. Tudi tole je en skupaj sprijet košček. Dajmo ga samo razbiti in potem sestaviti, kot ga vemo in znamo, ker so vsi ostali kosi že sestavljeni, a ne. Bomo zdaj naredili tole, da bomo omaknili tale košček sem. Ko bomo to stranico zavrteli dol, se bo s tem zgodil kaj hudega, ampak tole nas ne zanima, ker ni rešeno. Torej, potopimo dol, košček umaknemo stran in ga dvignemo nazaj. Zdaj imamo znano situacijo, bela gleda navzgor, tale rob poravnamo z rdečo barvo, umaknemo ga stran od zelene, semle, poravnamo F2L par in tukaj je pripravljen, da ga ustavimo. Takole, super. Zdaj imamo črto, spet, obrnemo jo tako, da gleda vodoravno. Primer, ki smo ga dobili, je tale, algoritem je naslednji. Takole. Pogledamo, če najdemo headlighte. Aha, našli smo jih. Če jih ne bi našli, bi izvedli drug algoritem, tako kot smo jih našli, izvedemo tega. In situacija, na katero smo naleteli zdaj, je križ, ampak tokrat ga je treba zamenjati takole, kot vidite, pravilno je nastavljen, algoritem, ki ga izvedemo, pa je naslednji. Tako. In to je spet druga rešena Rubikova kocka. Ok. Zdaj pa še obljubljeni nasveti za hitrost. Vedite, da lahko križ rešite v 8 premikih ali pa izjemoma v 9. Se pravi, načrtujte celoten križ vnaprej. Med časom, ki ga imate za ogled, se pravi na tekmovanjih, je vedno čas, da si kocko ogledaš, potem se lotiš reševanja. Izkoristite čas, preden začnete reševati, da si ogledate križ in poskušate splanirati svojo rešitev. Potem obstaja en izraz, ki se mu reče look ahead. To pomeni, da med sestavljanjem ene situacije že gledaš, kaj bi lahko bila naslednja. Osredotočajte se na to, da čim bolj tekoče rešujete kocko. Da ne rešite cak, 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 potem pa gledate, kaj se dogaja, pa spet cak, cak, cak. Fino je počasi reševati in medtem, ko rešuješ, že gledaš, kaj boš naredil naprej. Tako si vedno en korak naprej in predvsem hiter. Poskušajte se igrati s tem, da kocko čim manj rotirate. Jaz sem vam zdaj v tehle primerih kocko kar nekajkrat obrnil, zato da vas ne bi zmedel in sem pare ustavljal tako, kot smo se učili. Ko boste delali sami, boste videli, da se jih da ustaviti na 3001 način iz vsake strani, tako da poskušajte kocko čim manj obračati. Obračajte rajši zgornjo ploskev ali pa spodnjo.
Vsak algoritem lahko izvedete ful hitro s pomočjo finger trikov. Če napišete na YouTube finger tricks, boste našli cel kup stvari. Tako, prepričan sem, da vam bo uspelo, če boste vztrajali in poskušali sami pogruntati. Če vam kaj ni jasno, vprašajte spodaj. Poglejte še kak video na mojem kanalu, če vam bo dolgčas ali pa si boste hoteli oddahniti od CFO počenja. Sicer pa se vidimo naslednjič.